Pozdravljeni, v tem videu vam bom predstavila aktivnost razvrsti, ki je uporabna za razvrščanje različnih elementov. V tem primeru razvrščam živali od največje do najmanjše. Lahko recimo tukaj je potrebno razvrstiti mesta po številu prebivalcev. Lahko bi tukaj napisali najmanjše število, najmanjše število, največje število, potem bi lahko najmanj oddaljeno, najbolj oddaljeno, kakorkoli bi postavili vrstni red, kamor bi učenci vstavljali manjkajoče elemente. Bomo kar pri tej preizkusili. V bistvu ima kot vsaka aktivnost zgoraj te 3 gumbe. Prvi je zvočne podlage, drugi je za razveljavitev, tretji pa je za urejanje aktivnosti. Seveda je igro mogoče igrati tudi na mobilnih napravah učencev ali pa lahko nalogo rešujejo tudi od doma. Povežejo se preko spletne strani hellosmart.com, vpišejo vašo identifikacijsko številko in ko želite, da začnejo učenci z igro, pritisnete na začni. Prav tako lahko igri dodate različne elemente igre. Sami elementi, več o tem pa si lahko pogledate v triku in nasvetu elementi igre. Pa da začnem. Recimo pravilno, zdaj imam nastavljeno, da če napačno odgovorim, mi vrne nazaj. Nekaj na pamet rešujem, sploh ne berem srdela. Ko stavim vse manjkajoče elemente, potem seveda zaključim z igro. Če jo želim zagnati znova, pritisnem na ponastavitev. Kako to aktivnost izdelam? Zdaj bom odprla novo stran. Kot vse ostale aktivnosti, tudi te najdem med predlogami SmartLab oziroma ikonico dejavnosti. Med temi, ki so na voljo, se ta imenuje Uredi vrstni red. In kar po vrsti vpišem elemente. Zdaj bom recimo vpisala števila 3, 6, 9, recimo -1. Zdaj, ker je ta mora biti na prvem mestu, bom ga kar tukaj ob strani so ene 3 pikice povlekla navzgor. Malo je lažje, če sproti se piše po vrsti, kot pa jih na koncu razvrščati. Tukaj je pomembno, da vpišete, kaj želite, da piše zgoraj in kaj želite, da piše zgoraj. Recimo največje oziroma največje število. Da sem se zmotila. Najmanjše število bo, najvišje bo zgoraj, spodaj pa najmanjše število. Tukaj imate tudi možnost, da ustavite, kdaj želite, da se preverijo odgovori. V tem primeru, ki sem vam pokazala, smo jih preverjali takoj, torej pomeni, da napačnega odgovora nismo mogli podati. Zdaj pa bom dala tole drugo opcijo o pozivu. Izberem si temo, vsaka tema ima tudi različno zvočno podlago. Tako, izbrala bom tole košarko. In aktivnost je na voljo za igranje. Si bom enega namerno vstavila napačno.
preveri razvrstitev. Preden končam, ne morem preveriti razvrstitve, najprej moram vstaviti vse manjkajoče elemente. In ko končam, pritisnem na preveri razvrstitev, vidim, da sem dva elementa razvrstila napačno, popravim in pa zdaj je pravilno. Aktivnost je mogoče tudi urejati, to pomeni, da če bi si vi prenesli tole mojo aktivnost in bi jo želeli urediti, pritisnete tukaj na tale svinčnik in pa jo potem uredite. Zdaj, jaz sem opisala števila, mogoče pa je vstaviti tudi različne sličice. Naprimer, tako, lahko bi vstavila tudi sličice in bi jih morali učenci razvrščati. Lahko je tudi kombinacija obojega. Končaj. Zdaj med tem je ena sličica. Če želim, da se poveča, pritisnem tukaj gor. In to je to.